Dober večer vsem skupaj, vsem zbranim. Hvala, ker ste se zbrali v tako lepem številu. Lepo vas je videti. Tudi tukaj smo se zbrali, lepa, prijetna druščina. In danes bo zanimivo, ker imamo, bom rekel, eno tako izjemno priložnost gostiti ljudi, ki so pripravljeni služiti narodu, služiti deželi slovenski. In ne samo korporaciji, to, kar se dogaja zdaj, več ali manj. Jaz občutim pri sebi, da gre za dve stvari. Na eni strani gre za ljudi, ki so srčni in želijo služiti v dobro ljudem. Na eni strani. Na drugi strani imam pa občutek, da Republika Slovenija d.o.o. izmed svojih ljudi izbere človeka zato, da lahko čim manj nadzira stvari, ki niso pravilne. Recimo nepravilne ali pa nepoštene, kakorkoli. Danes bo zanimiv program in jaz bi šel takoj najprej, tako kot ponavadi, predstavitveno, kako bo sploh potekal današnji dan, tako da se bom priključil na program, pa bomo šli čisto na kratko skozi naš program. Okay. Upam, da ga vidite zdaj na zaslonu in sicer takole predstavitev 5 kandidatov za predsednika Slovenije na beli Zoom konferenci danes, in se bo nekako začel kompleten program ob 19:15 predstavitvijo. Še prej bom pa jaz par stvari povedal, oziroma eno zelo zanimivo stvar, ki bo dobro vsej Sloveniji. Za zdravje, za dobro počutje. Ok, pregled gre nekako tako, ob 18:10 po tej predstavitvi programa. Si bomo pogledali nezakonito samotestiranje, ki je izdano v odloku vlade, uradni list 112/2022 in se nahaja na strani 8142. Glejte, 18. člen ustave jasno pove, da je na človeku prepovedano delati medicinske in druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. Zakaj minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, doktor med, specialist ortopedske kirurgije, ne spoštuje ustave, zakona in uredb Evropske unije, bomo videli v nadaljevanju. Potem vidite, imamo 19:15, kot sem povedal, predstavilo se nam bo 5 predsedniških kandidatov. Bo zelo zanimivo, 4 izmed teh kandidatov so člani društva Belis. Eden izmed teh 4 je gospod X in me je prosil, da jaz povem. Ne bo se še predstavil, bo pa 17. seveda tukaj na občnem zboru z nami, ta naš član. In sicer drugi član ob 19:30 bo Stojan Svet, tretji je Gidi Kozjek, ob 20. bo Eden Fohatom za 15 minut povedal in potem 20:15 naš poseben častni gost, gospod Boris Vene kot 5. kandidat. Ob 21. potem bo pa Iviljana, predsednica društva, povedala, kdo nam bo Slovencem pomagal izbrati dovolj podpor za predsedniškega kandidata. In na koncu zaključi, Sveti Duh, prosim, pomagaj nam izbrati svetega predsednika Slovenije. Mislim, če kdaj, potem so ti stavki na mestu zdaj. Tukaj imamo več o vsebini današnjega Zoom srečanja. Tukaj se ne bom predolgo zadrževal. Kjer bi se pa zadržal, je pa pregled zapisnika iz našega prejšnjega srečanja, iz prejšnjega tedna. In sicer tukaj vidite je link, upam, da ste prebrali ta zapisnik. In zdaj, kolikor nas je na Zoomu in kolikor nas je tukaj, vas sprašujem, ali se z zapisnikom, tisti, ki ste ga prebrali, strinjate, in če ima kdo kakšno pripombo, naj pove zdaj. Tukaj se vsi strinjate? V redu? Se pravi, zapisnik z današnjim dnem, 10.9.2022, enoglasno sprejet. Hvala vsem za podporo, posebej pa naši zapisnikarci in tajnici, tej, ki je bila na dopustu in je kljub vsemu naredila zapisnik ob pravem času. Včeraj mi ga je poslala po 11. uri zvečer,
Tako da iskrena hvala, Teja, za tvoj čas, ker vem, da smo imeli zadnjič zelo bogato srečanje, mislim, da smo imeli celo 4 ure in vem, da veliko časa vzame, da se vse preposluša, vse zapiše, tako da iskrena hvala. No, če gremo dalje čez naš program, tukaj vidite Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje. Jaz sem vam v programu, ki ste ga dobili po elektronski pošti, dal njegov naslov, in sicer telefon in mail. Predlagam, predragi člani in vsi tukaj zbrani, da temu gospodu, da se mu napiše par vrstic, da naj si prebere malo zakone, da naj spoštuje pravo Evropske unije in da naj spoštuje slovensko ustavo in mednarodne pogodbe, predvsem v smislu zdravja. No, tukaj si bomo potem malo več pogledali, sicer si to lahko potem še vse preberete na programu. Tukaj sem dodal tudi film, ki ima 49.000 ogledov, in sicer je to uredba Evropske unije 2021/953 in ta uredba ne pozna besede samotestiranja in ga tudi ne dovoljuje. Prav tako tudi popravljena uredba, kakor boste danes videli, ne pozna besede samotestiranja in ga tudi ne dovoljuje. Nasprotno. Ta uredba se uporablja zgolj in samo v času razglašene epidemije in pandemije. To se pravi, vse, kar počnejo zdaj, je 2-krat, 3-krat nezakonito, kršitev na kršitev na kršitev. Tukaj imamo naše kandidate, naslikane, evo, tukaj smo potem dali še vam urnik in pa gospod Boris Vene bo potem 2015 živo z nami. Živimo v času največje priložnosti v znani zgodovini človeštva in nam bo ob svoji predstavitvi to priložnost tudi predstavil. Tako da jaz se zelo, zelo veselim, še enkrat med vsemi nami dobrodošel in njegova soproga, oba dobrodošla tukaj. Tako da, evo, ja. V redu, gremo potem naprej, tako, in sicer Ivilijana bo na koncu povedala, to, kar sem že povedal, je pa tudi seveda javni poziv predsednice Društva za srečno življenje, da se zbere čim več podpor. Nekateri člani, iskrena hvala, ste zelo aktivni, jih zberete tudi po več podpor, ste sami aktivni na terenu, iskrena hvala. Nekateri prinesejo samo svoje, kar je super, ampak tisti, ki se čist nič ne zmigate, vas pa spodbudim, prosim, naredite to za naše otroke, naredite to za nas same, zato ker predsednika se voli izmed ljudi. A veste, dovolj imamo Pop TV-ja, pa RTV Slovenije, pa ostalih, ki forsirajo svoje ljudi, ki so, glejte, čist nefunkcionalni, pravno nefunkcionalni, duhovno, duševno nefunkcionalni, zgubili so stik z realnostjo, zgubili so stik z ljudmi. Ti ljudje živijo čist drug svet in te ljudje treba odstraniti in jih postaviti na delovna mesta, da bodo začutili, kaj pomeni, ko je človek samooskrben, ali pa, če mu nekdo drug narekuje, kaj naj 8 ur počne za par evrov, s katerimi ne prideš niti skozi mesec. Lepo si je poln žepe na tuj račun. Verjamem, da je fajn, ampak to nikamor ne pelje. Tako da, evo, naredimo nekaj dobrega za našo deželo. Tukaj je potem še upravni odbor, to smo že zadnjič poslali, preberite si, tako da vam priporočam, in pa tukaj nagovor in video povabilo, ko boste kliknili, ko ste dobili po mailu, povabilo predsednice društva za zbiranje podpor. No, tukaj se naši podcasti družijo, vsak teden naredimo enega ali dva, v MP3 obliki si lahko to, ko kliknete, prenesete na računalnik in poslušate mimo interneta, ali pa v svoj mobitel in tako dalje. Zdaj, kar se tiče Telegram skupina Live, bom kasneje vključil, ker zdaj sem pozabil na začetku, priznam, je preveč stvari se nabralo skupaj, pa gostja in tako naprej, tako da bom. Tukaj vas pa prosim, da se naročite na naš YouTube kanal, tako da takrat, ko se naši videi naložijo, da jih boste dobili, vam bo pozvonil telefon, vam bo pozvonil in boste lahko potem še naknadno pogledali in se informirali,
Kajti eno je naše srečanje v živo, drugo je pa tisto, ko človek v miru posluša in sliši morda kakšno besedo več. A veste, včasih lahko slišiš stavek, ki ti v neki situaciji reši problem. Ali pa znaš nekomu povedati, ko drugemu rešiš problem. Tako da samo skupaj smo močni in tako, da si podajamo prave informacije. No, in tukaj še kolofon, tako da evo, to je, kar se danes tiče programa. Zdaj, jaz sem s tem nekako zaključil. Upam, da ste dobili sliko, kako bo to danes potekalo.